Ja, očitno. Je. To jaz nimam nad s tem. Jaz tudi ne. Jaz nimam nad s tem. Kdo je to prinesel? Jaz nimam nad s tem. Za vse poslušalce, napreden dobo masko s podobo. Daj to. Ja. The corporate wants you to tell the difference between two pictures. Ne, zdaj samo da damo ljudem možnost, da jo sam pred obraz, samo to, da ljudje lahko slikajo, za pol minute. Zdaj lahko slikate vse tri, če hočete. Zdaj se zdi, da jaz Artača božam pod brado. Drugače ena stvar. Vi lani niste imeli tega razprodanga, ne? Ne, samo te vem. Sam vprašam, ni treba razlagati, Anže. Sam vprašam. Kako to zgleda v mojem življenju? Jaz sem objavil fotke, hvala, da ste prišli in mislim, da je bilo tako 7 sedežev, ni bilo zasedenih. Prvi komentar na Instagramu, na story, Jure Godar, ni bilo mene. Očitno, zdaj pa polno. Tako da je. Zdaj pa, lahko še nadaljujemo s to predigro, ker smo ravno preden naredimo ta glaven uvod, pa so špolti odločili, to ostane tudi za ljudi, ki ne bojo videli, ali ne. Ja, okay. Namreč sledim zgledu našega premijeja, ki uspešno meša javnost z zasebnim in sem tudi jaz sklenil tole. Tisti, ki redno poslušate podcaste na mreži Apparatus, veste, da je Anže pred kratkim praznoval rojstni dan in jaz sem eno darilo za njega. Ja, Anže je tole, ti si videl to zadnjo stran, ne? Tega zadnjič, sam fotko, sem pozabil na te drug snemanje, pa ne. Zdaj pa kaj misliš, da je tukaj? Slika? Ok. Zasebno zjavim zato, ker pač to je od naju z Mojco in sicer, Anže, vsi se spominjamo trenutka v španskih borcih, ko si izvedel bržda najboljšo šalo v svojem življenju, ki ne boš nikoli nadgradil. Kaj si naredil? Unih 5 evrov. Pač. Ne, če ste slišali, so vse. 5 evrov. 5 evrov je zahteval od poslušalke, gledalke, ker ni bila naročena. Ne? Tako da upam, da vi danes imate sabo denar, če niste naročniki. Pa imamo bejzbol kikle, spomnim. Anže mi je bil dolžen en denar in mi tistih 5 evrov dal. In zdaj teh 5 evrov, jaz sem pač prvič šel proti svoji gorenjski vesti in jih nisem zapravil. In se mi zdi, da je fino, da jih lahko daš na steno. Seveda je tukaj Anžetova najboljša šala. Okay. To imamo pa zdaj viski, pa sem ga dal vrečko od robčkov, tako da boš vedel, da je... Da bomo nazdravili vmes, ampak to bomo potem, ko bomo vse drugo povedali. Zdaj vidite, kako dobro gre Apparatus, od naro okverjamo. To je tako, stricko pušnik, ki ima srečni cent na varnem. Tako da dokler imaš to v okvirju, boš smešen. Okay. A se pol ne stara, ne, tisti mora biti slika človeka. Ja, inflacija je, veš, čez 2 let bo sam še za 3 evre bankovc. Tako da na zdravje bomo poznali, na tvoje zdravje, ko jaz ne bom govoril. Tako da lepo pozdravljeni vsi skupaj, tokrat znova glave na gradu. En aplavz, lepo prosim. Okay. Ja, brendiramo. Godler je prej rekel, zakaj ni muske, kaj gor hodimo. Pa je pa rekel, ne en zavrti simply the best. Veš ga, analfabeta ni bilo na odru še v Sloveniji, kot je on. Res, nima občutka za se veš, o čem govorim. Nima občutka za feeling. Nima občutka za feeling v prvi vrsti in pa plačuje s polpraznimi dvoranami. Dajmo začeti. Ja, najlepša hvala Ljubljanskemu gradu, ki nas gosti. Letos je tole naš drugi... Meni je všeč, kaj meni tle všeč? Mi, ki smo začeli na Apparatusu, ki si ti začel delati podcaste pred 12-13 leti in se vmes to podcast kot izraz razširil. Zdaj imajo vsi že podcaste, karkoli se posname, da je gor podcast. Tukaj, kjer dejansko snemamo podcast z ekipo, ki je delala prve podcaste v Sloveniji, nas pa reklamirajo kot humorni pogovorni večer. Tako da to mi všeč. Ampak je res veliko naredil za podcast. Ja. Single-handedly. Pa čisto navaden novinar. Navaden novinar, kot je. To pravi Wikipedia, ne jaz. Sem vedel, da ne boš mogel sam pohvaliti, da ne bo. Tako da danes govorimo, tako kot smo že na prejšnjem
humornem pogovornem večeru pomladi tukaj v družbi Hane Stupice, a.k.a. Hansa, o legendah o grajski gospodi. In takrat smo se še kar držali, ne? Smo zelo natančno si vzeli to legende o grajski gospodi. Letos imamo srečo, če je pri legende o grajski gospodi, če bo ena od 3 uporabljena. Ne? Pri vsaki mogoče bo, ki je malo večji presek, ampak vse skupaj bo začel Anže. Anže, moramo še kaj povedati, podpri.si? Ja. To je to, pridite na Discord. Zdaj imam denar, zdaj to, ne rabim več. Tako da, Anže, a lahko kar svojo prvo dejstvo? To sem jaz, ta star. Zraven si bo napisal, wow, okay. Nisem videl PowerPointa, prej to Pižanc delal. V glavnem, jaz sem, ker je Pižanc je dal gremo temu reči, navodilo je bilo, no. Zdaj pa naš pil. Bom zaspal. Okay. Je dal navodilo, ne, ker smo imeli na zadnje, ker smo bili domača gospoda in gradove, da zdaj gremo po svetu, ker imamo zraven Svetovljana. Ali pa nelegitimnega sina enega od britanskih aristokratov. Ziher je eden, ki je v House of Lords, ki je podoben Juretu Godlerju. A si ti videl, kdaj Godlerja švicat? Ja. Pa gre ta teorija. Tekla so na 60 metrov. V glavnem mišljenje... Nadaljuj, novinar, dej. Mišljenje, jaz kogarkoli ga zdaj vam, jaz bom to še enkrat tle rekel, ker bo enkrat prišlo, kmalu bo zunaj moj milijonar. Ne? In če boste, prosim, ne gledati. Jaz bom kot dežurni človek, ki ga kličejo, sem dobil brain fart točno takrat, ko me je to moklic. Lejte, v redu je bilo. Anže je smemo ta spoiler, da pove, da je Anže iz svojega žepa dal 20 evrov za uno društvo, da so sploh kaj dobili. Ne, edina stvar, ki jo lahko rečem... Anže je prvi tekmovalec milijonarja, sicer spoilamo, Anže je prvi tekmovalec milijonarja, da pa, ki so posnelo dajo, mu je društvo doniralo. Se reke, vse imamo boge otroka, ampak mislim, to motivš pa. Naslednjič bomo imeli glave nagrado, pa bomo skupaj gledali mojega milijonarja. Castillo de San Marcos. Tako. Damo sliko? Rekli smo, da bomo šli, ne še. Pa se lahko, vse. Rekli smo, da bomo šli pač po svetu, da ne bo Evropa, ker pač smo to na zadnje načeloma. In sem povedal, rekel, kaj pa Američani? Kako je pa z Američani in gradovi in aristokracijo? In sem pa hitro gotovo, da jih načeloma kar nimajo. Kar je kar logično, razen par teh utrdb in ena je Castillo de San Marcos, ki jo vsi poznamo. Zdaj pa lahko daš, zdaj pa slika. Za vse poslušalce. Povemo, da bo PDF med zapiski. Med zapiski, tako. To je na Floridi, kar človek ne je pričakoval, ker zgleda ok. Se mi zdi, da čim je Florida omenjena, bi mogli biti vse iz plastike. To je pa dejansko utrdba, ki so jo, zdaj, kdaj je ratala res utrdba, tako kot jo zdaj vidiš, z betonom najbrž, kamni, s trdimi materiali, bom rekel. Je bilo malo kasneje, ampak je pa dejansko iz leta 1565, zelo nekaj pametnega, zdaj pa imam pa šrot. Se pravi, 1565 so jo Španci naredili in so imeli 9 različic, ker so bile vse iz lesa in so vse zgnile, ker je pač to Florida. Potem so pa dejansko leta 1672, Pižan 1672, kjer obdobje je to, ker jaz vem, sam 17. stoletje. Ok, hvala, to mi nič ne pomaga. So jo pa dejansko potem naredili iz lokalne kamnine, ki se ji reče kokena. A to je beseda? Ne vem. To sem tudi... Vidno, da si se zelo pripravil. Ne, sem šel googlat, pa piše, da je... A si se pripravil kot na milijonarja? Ne, ker je kokuina je v angleščini. Kokuina. Kokuina? Kokuina, imam... Spaj si mi ta... Kokena najbrž... In pa teži zaradi nacionalnih stereotipov. Ne vem, mislim, to si prvoš novinar. Ker nadaljuj. Standard upada, no. V glavnem, ne, ker je iz apnenca je, kar se mi je zdaj zanimivo, ker je pač iz školjk tam okoli, nekakšen školjk apnenc, tega nisem čisto razumel. Ti veš, kako je apnenc nastal? Iz školjk. Ja, in iz mikroorganizmov, ki so se nalagali in ta
kalci ven iz njih. Ja. Pol je Jurassic Park. Ja. No, vidiš. Tako da, v šolo sem hodil. Dejansko so jo gradili 23... A si prišel dlje do garderobe? 23 let so jo gradili in je mišljena kot, kar se gradov tiče v Ameriki, da je to. To je to, kar imajo. Jaz imam v naslednjih 2 mojih, imam še ene druge gradove, šrot, ampak to je pa dejansko zelo legitimna zadeva in je zdaj pod temi nacionalnimi parki v ZDA. Se pravi brez proračuna trenutno. Trenutno brez proračuna. Ne, sem pa glih to hotel reči, da te nacionalni parki, jaz sem bil najbrž v enem ali 2 v življenju, so najboljša stvar v Ameriki, ker se vidi, da jih financirajo celo, ne tako kot večino ostale infrastrukture. In ko greš, kaj misliš, Amerika je pa ok država, pa ven zapeleš, pa je Mad Max večino časa. To je samo moja izkušnja bila na zahodni obali, ampak tako da to je to in zdaj jo imajo kot muzej, ljudje hodijo, jo gledajo, ker so se kregali, pa so jo imeli malo Britanci vmes, pa ne več, na koncu pa, ker so Španci prodali Florido, to smo tudi vsi vedeli. Ja. Okay. A res, ti si kaj? Ja. Pa Aljaska je tudi kupljena. Louisiana je bila tudi kupljena. Louisiana Purchase tudi vem. Tudi veš. Ne sem pa vedel, da so Španci prodali Florido. Jaz sem mislil, da so jo Američani samo vzeli. Ampak vsak dan nekaj novega. A ni to humoren večer o plemskih gospod? Ne vem, kaj je točno point tega, kar zdaj govoriš. Ne sem rekel, ta prva moja informativna, ker na zadnje, ker sem bil o tem grad je močna beseda. Humoren večer ja. Tako da to je to. Zdaj bo pa Pižan zihar kaj že to je smešno. Ja. Mogoče oblika ga nekaj spominja, ne vem. Okay. Ne vem. Pač, ja. Okay, to je to. Priznamo. Včasih je aplauz Anžeta. Spontan aplauz, Jure. Zelo dobro. Ne, mogel sem se oddolžiti, ker sem imel na zadnje res, unike ste bili, res je bilo slabo. Boste pa naslednji... rekel, danes bomo... Sem rekel, danes bom pa nekaj povedal, kar sem si mislil, da večina ljudi ne ve. Koliko ljudi je vedel za to Tarbajde, roke gor? Koliko ljudi je vedel? Eden človek. No, a si res vedel? Zakaj? A si bil tam? Dober odgovor, v bistvu. Rekel je, da ga zgodovina zanima za vse, kar ste doma. Okay. Super, v redu, hvala že. Jaz bom pa skočil nazaj na stari kontinent, čeprav rahlo dislociran, in bomo šli na Irsko. Blarney. Zdaj, Jure, ti verjetno poznaš dobro... Temu človeku bi lahko bilo ime Blarney. Ja. če ne bi vedel, če bi to na Irskem kazal, pa rekel, to je pa Blarney, bi si rekel, Blarney. Je zeleno, ne? Ja. Ta je v knjigah od Harryja Potterja ostal, ni prišel v filme. Harry Potter se dogaja na Irskem. Ne. Ok, goddammit. Zihaj, kaj snemam tam. Ja. No, v glavnem, Godler, ti obvladaš zelo potanko angleški jezik. Ja, ne. Ljubiteljsko. Poznaš, pač kaj pomeni Blarney v angleščini? Si slišal že za ta glagol? To have kissed the Blarney stone. Ne, iskreno povedano ne. V glavnem, Blarney samo manj pomeni, da nekomu pihaš na dušo, da se mu dobrikaš. In to kiss the Blarney stone je pač, kot prej rekel, on zna pa rožice saditi. Se pravi, leporečiti, govoriti lepo. Rožice. Neka grunta tudi, če leporečiti treba razložiti. Ne, leporečiti štekam, te rožice. Ja, v glavnem, zdaj to je grad na Irskem, približno 8 km stran od Korka in tukaj je nek kamen noter ugrajen, zdaj čist na vrhu stolpa in pravi, da če ti poljubiš ta kamen, boš dobil sposobnost leporečenja, da boš lahko znal očarati nekoga z besedam. In zdaj po legendi ne bi se to zgodilo v 15. stoletju, ko je Cormac Lyder McCarthy, ki je zgradil ta grad, je bil upleten v sodni spor in je prosil boginjo Kliodno za pomoč. In ona mu je rekla, jutri, ko greš na sodišče, kušam te prvi kamen, ki ga zagledaš in boš
zmagal na sodišču, ker ti bo podarjena sposobnost leporečenja in on je to storil in potem je ta kamen v znak zahvale pa zato, da bi koristil tudi drugim, ugradil v obzidje gradu. Koliko je pa zdaj ta kamen že zlizan? Pa? Še kaj drugega. V glavnem, zdaj ta kamen hodijo gledati, zdaj, ampak vi, ki vidite sliko, fora je, da je to na vrhu, ne? In je pa čist na spodnji strani tega oboda, okoli parapeta ugrajen, tako da če ga hočeš poljubiti, je zelo nevarno in so pred leti ugradili tudi držala, da se primaš, ker ti se moraš okolo obrniti, ker je tako obrnen, da ga ti ne moreš naravno spljubiti, ampak ga moraš limbo zaplesati. Se pravi, Miki Šarac, verjetno ta prvi bil, ki ga je tam poljubil. So te moje reference za vse nad 60, živijo. Na slika ne zgleda, ok. Imamo še eno, da se vidi, kako je. Tega Godler. Ta zgleda kot Godler, ki se zbudi zjutraj na travniku na Viču. Čeprav ta... Jure, dej hitro masko, da tača gor. Kaj dogaja? Ta tradicija se je začela šele konec 18. stoletja, ampak vozijo pa kaj vse ljudi, da so tudi bili svetovni državniki, literarni velikani, legende velikega platna med njimi. Jaz sem to pobral na Redditu in potem so se oglašali lokalci, ki so rekli, ne samo, da ljudje poljubljajo ta kamen, lokalni mladci se radi vzpenjajo te gor po noči in urinirajo nanj. Tako da Di hitro zameni sliko zdaj. Tako da, Jure, ne bomo te sprašvali, če si ti kdaj poljubil kakšen tak kamen? Da se spomnim, po moje ne, no. Ne, Jure je uriniral po kamenih. Tako da, Jure, kaj bo tvoja prva legenda? To zdaj izgleda, da sem jaz princesa Ana. Ja, to si res. Ja. Lahko napišemo gor princ Andrej, če ti je ljubše. Okay. A se je zdaj začel humorni večer? Ja. Moram vprašati. Na gradu smo, to je najbližje, kar bom že prišel v Panču. Ja, Enkrat, ko bojo otroci starejši, bom pa res začel stand-up. Ne bom. Jim že zdaj delaš dosti sramote. Anže, oziroma jaz sem se šel, tukaj vidim, da ste, po mojem sem dobil napačen memo, ali sem pa napačno prebral stran z vabilom. Ni važno, ljudje te pridejo sam gledati vsem, kaj govoriš. To je pa tudi res. Samo kos mesa si. Ne, ker vidim. Objektificirajo te. Been cold worse. Da ste se oba skoncentrirala nekako na te nežive aspekte plemiškega življenja. Ne, se pridemo še naprej. Jaz prijem že zdaj. Okay. Moj prvi... Jaz sem vesel, da je tole v slovenščini, ker v angleščini bi se narobe slišali. That's what she said. Moj prvi incident... Ne bomo o tem ploskali. Moj prvi incident, prva zgodba se je zgodila leta 1974, 20. marca, že skoraj oven. Princesa Ana po slovensko, se je takrat vračala s svojim možem. Se je vračala, to so plemiči. Se je vračala z enega dobrodelnega dogodka s svojim možem, kapitanom Markom Philipsom. In na kar je na Malu, spravo proti Buckinghamski palači, en avto jih prestregel, en Ford Escort, iz katerega je skočil en človek, vzel pištolo, odprl vrata in jo hotel ugrabiti, princeso Ano. A ni to presenetljivo? Koliko je vedel vas za ta dogodek? Jaz so gledali The Crown. Ali pa film, ki je prav o tem hajstu. A je film? Ja. To filma pa nisem gledal. Kaj nekaj poveže, mislim, da to ugrabitev pa z nekim ropom banke, pa to pa nisem nam se zdaj spomnil naslov. Okay. No, oni so bili v Rolls-Royceu in on je hotel 2 milijona funtov, kar je več kot evro. In zanimiva
rezolucija tega je, da ko je rekel, zdaj greš pa z menoj in je hotel potegniti, je strgal obleko celo in je rekla, not bloody likely. Ani. Velika ženska je to. Mogoče se ljudje ne zavedajo, ampak nosi breme tega svojega posla, poklica. Poklica. Ja, na poti, se pravi, v celem tem poteku dogajanja je ustrelil kar par ljudi, ta gospod, njenega stražarja, mislim, varnostnika, ajde recimo, ki ga je prišla pol obiskat, ko je ukreval. Ni ga do smrti, ker... Ja, tole, kar vidimo na sliki, je dokaj nenavadna pozicija za biti na veščicah. Dobro, pa tudi zgleda preveč dober, sam malo je povit. No. Si ti videl, kdaj koga, ki je umrl recimo, za naravnimi vzroki? Ni zmeri krit, kot v James Bond filmih, Jure. No, ja, pač zaspiš, naravni vzrok, ne? Zaspiš. A ja, kaj se ti zgodi? Razpadati začneš. Včeraj je bil še živ, danes pa sam še pol prstnega koša. Ja, pač. A je kdo študiral medicino? Da Jure tu pada. Ja, ker ene parih je pa šoferja ustrelil je celo še policaja, ki je priletel na prizorišče. Potem je pa from general public je skočil en bokser, bivši, in je onesposobil tega človeka, ki je bil duševno moten. Premalo govorimo. Ko se reče, drugače? Je, skizofrenijo je imel. Ja, okay. Premalo govorimo o duševnem zdravju. Že takrat so se videli. In ja. Ne nadaljevati te misli, pet naprej. Ja, to je ta zgodba. Premalo govorimo o duševnem zdravju. Jaz se strinjam s to tezo. Se si... Ampak bi kaj dodal temu, recimo, kako bi... Ne, je dosti, da si tle. Je popolnoma dovolj. Ja. Kaj boš pa ti delal, Jure, kad ne boste več snemala podcastov, pa boš mogel plačevati terapeuta? Z tega ne rabim to. Ja, to rečejo ljudje, ki ne rabijo terapeuta. Jaz sem sam popravk naredil, pa sem se spomnil, ni o tem incidentu, ampak v slikah, pač tisti film je, ki so udarili neko banko in ne bili not slike, mislim, da prav princese Ane, ki se je zabavala nek... To je, ja, ona je bila kaj, sestra od kraljice? Ona je hčerka od kraljice, sestra od Charlesa. Sestra od Charlesa. In od Andrewa. Okay. Ja. Še živa? Seveda. Pa ne spremljaš Royal Family kanal? Že dolgo nisem Lady odprl. Česa? Lady je zmerom... Ne, ona ima prav tako specialne cifre, ki so prav posvečene monarhu. Ja, ampak Lady je zmerom imela nek na sredini, sta bile dve strani, kaj se dogaja. O britanski monarhiji? Ja. Tega pa nisem vedel. Jure gre zdaj v knjižnico direktno. A lahko dobim vezane letnike Lady od 94 do 2016? Mikrofilm. Ne, res nisem vedel tega. Ja. Drugače pa tole je slika prava, by the way, ker tista prejšnja slika je bila neka rekonstrukcija, ki sta bila... Ja, ker drugače bi se res človek vprašal, ne? Ja. Ne, vsi smo mislili, da je bil fotograf. A pa to so pa tudi unga naštimali, da je šel zraven pozirati? A to je drug? Ja, lahko bi nekdo slučajno sliku zraven, ne, pa da nekdo mislil, da je to. Je bila pa lušna, mislim, še takrat. Že takrat. Zelo lepa ženska. Ful je dobro na tej sliki, pač to, dajte si jo pogledati doma, ki ima zapestnica ona na roke, ki zgleda glitko, da mi on vodno pištolo iz kjer curlja. Curljavan, ja, to je dosti res. Tok daleč pa nisem šel. Ne, meni je samo všeč, da si šel razlagati, da to ni slika dogodka. Pač to mi je... Ker je bil glih eden leta 76 s fotoaparatom, s flešom zuno, ki jo moraš našraufati žarnico. Disclaimer mora biti. Ja. Kakšna ta zgleda, ta, ki jo napade, kunka iz It's Always Sunny in Philadelphia, on duhovnik? Kriket. Ja. Samo mi dva. Ok, pojmo naprej. Ne veste, kaj zamujate. Ja. Ok, gremo naprej. Zdaj, jaz bi rad povedal, da ko sem jo prosil, da mi pošljete stvari, je Jure poslal tudi opise stvari, Anže je poslal samo fotografije, tako da sem jaz potem... To je sram, kaj tako da sem potem po slikah, ker nisem mogel ugant, bil sem pa prelen, da bi naredil pač Google Picture Search, sem dal naslov slikam, kar se mi je zdel, da je. Tako da tam sem videl mivko in sem dal naslov naslednjemu Anžetevemu dejstvu plaža. Červar, tam ni mivke. To ni res. Ne bom tega zagovarjal. V glavnem... Mislim, tam, ki je reaktor razpadel, tam je mivka. Jaz imam
A dan kar sliko? Ne, zdaj le bojo ljudje še upanje, da bo ok. Se pravi, jaz sem se pol zelo na Ameriko sfokusiral, ker jaz zdaj sem bil, mislim, da sem bil 4-krat, mene res Amerika fascinira, pač me ne more nehati fascinirati, ker res večino časa kot safari, ko gre človek, odvisno sicer kam greš, ampak jaz sem pol neko obsesijo, da hočem iti v vse te pač verige njihove. Ne? Bil sem do zdaj, to sem za vse naštel. V Dennis, to je tako nek diner, zdaj sem bil v Applebee's, dejansko dobra ameriška pita, sam povem. Bil sem v Shake Shacku, kar se burgerjev tiče, Shake Shacku sem bil, na zahodni obali sem bil na In-N-Out burgerju in sem In-N-Out burger, če ne vem, če veste, res ful dobri poceni burgerji, ki nimajo celega, nočem težav. To pa zdaj to kako. Mislim, da Ice je prišel zdaj. Kako se nam je izmuznil poleti, ko je bil tam? V In-N-Out burgerju je tako narejen, da nimajo celega menija napisanega, ampak imajo skriti meni, ki je zdaj seveda na internetu. In lahko priješ kaj in naročaš stvari, če hočeš biti cool, in sem probal in mi je ratal nekaj naročiti, kar je bilo iz krivnega menija, to se je zelo štejem kot plus v življenju, to je dosežek. Chipotle sem bil valjda več. Burger Joint? Burger Jointu sem bil. Najboljši pikli? Res je. Potem, pač vse to probam. Bil sem v Panda Expressu, ameriška kitajska hrana, tudi super. Kjer pa nisem bil in absolutno, to je zdaj na prvem mestu, vse, kar sem do zdaj, bil sem v enem velikem Walmartu, to sem hotel iti v te supercenter, se jim reče, kjer je res kam mesto štacuna, noro dober. Tam sem SIM karti zakupil, če koga zanima. V glavnem, na prvem mestu, kamor hočem iti in še nisem šel in bom enkrat šel, so pa, zdaj pa lahko daš sliko, Medieval Times. Ne, Medieval Times je veriga, prevod je srednjeveški časi, je veriga restauracij, kamor pač greš in tamle, to ni slika iz leta 1532. Ne, a so jo naredili, je bila rekonstrukcija, tako kot ona iz avta. Vse se vidi po reflektorjih, po mojem. Tukaj močne unele sveče. Tamle okoli ljudje sedijo, ne? In ti pač prideš in je mišljen kot kao, jaz sem na turnirju srednjeveškem, ti ješ in dejansko ne dobiš pribora, ker je kao mišljen, da nekaj krače ješ vse z roko, razen če rečeš za pribor. Se mi zdi, da če kle rečeš za pribor, nisi prišel s pravim namenom. To so nas tudi delali, ne? Vem, da je bil tako 30 let nazaj, meni je bil ful neki to, kao bomo srednjeveške te neke večerje imeli in jaz se prav spomnim, kako smo dobili pač pol tako. Kaj, da ješ z rokom? Ne, pa krompir si dobu. To še zdaj marsikaj delajo, v kakšnih menzah. Ja. Ne pravim, pa krompir si dobu, tako da je bilo res srednjeveško vzdušje. Ne, ampak to je dejansko chain, ki je večkrat, kar pa jaz nisem vedel, to zelo pa zanimiv del, jaz bi sam res ful rad šel. Gledaš pa seveda, pač neke parade imaš, posebej pa dva na konjih, jousting. In unga, boj s kopjem, in pa unga zgubi ga postrežejo. Ja, tako. A bo kdo kebab? Ne, pa dejansko sta kralj pa kraljica, tako cela predstava je. Jaz mislim, da je noro to, jaz bi to šel. Što bi mogel narediti, prav tako, da kad priješ noter, te vprašajo, moraš dati ti plačilno listo za zadnji let in pa to vrstijo na lestvico. In pa vidijo, a imaš dosti znarja, da ti dobiš hrano, ali moraš kralju pod mizo, pa kar ti on dol vukne, ali ti stiješ. Plačni izpisek. Za plačni izpisek, ja. A jaz smisel, koliko dolg si dajo v davčno blagajno. Koliko si vreden, da te ne poškoduje. By the way, a je to ista veriga, ki je bila upodobljena v filmu Cable Guy, kamor gresta po pol. To je iz Cable Guya. To je iz Cable Guya. Ok. A zdaj je pa zanimivo, v glavnem. Ne, zdaj je zanimiv, sam... Ja. Ne, to je to. Tam sem jaz to prvič videl in sem mislil, da je pač to joke. Jaz sem mislil, to pa valjda ne obstaja, to so za film naredili. Potem pa sem videl dejansko, ko sem bil v Ameriki, ta prvič reklamo za Medieval Times, sem bilo predaleč in me boli, še zdaj me boli. Enkrat bom šel, kar je pa zelo, zdaj pa res nekaj, kar se me tiče legit zanimivega, je pa to, da zadeva je bila prva v Španiji postavljena. Pa so jo pa v Ameriko pripeljali leta 83, moje rojstno leto, ne računati, kako sem že... Star, ni važen. Tisto, kar je pač saj meni pač noro pri tem je,
da je mišljen pač tudi za otroke. Zgleda, kot da bi bilo samo za odrasle, ker je pač srednjeveško, a ne zgleda. Jaz bi rekel, da če gledaš boj, pa to ne. V Ameriki imajo tudi otroci lahko tak srednjeveški feeling, kaj veš, kaj tako zdaj lahko posode dobijo ošpice, pa tuberkulozo, pa otroško paralizo. Vse je to, a veš, na mizi. Nekaj to govori, ki so v kakšnih Facebook skupinah najdel. Glavnem... Posod sem že bil. Tako da, že 72 milijonov gostov od začetka in še zmeraj furajo. Jaz sem gledal, ni nikjer napisan, da so v težavah, da bi finančne težave bile. Te ljudje, ki tam delajo, mislijo, da so igralci, ker je to Amerika. Zmeraj ima the actress who played the queen at my medieval times, birthday party in to. Noro dober. In jaz bi sam rad šel. Za Abrahama te peljemo tja. Ja, z veseljem. Jure? Ne bi. Ne? Zakaj ne? Ne, ker je ceneno. Zakaj je ceneno? To je tako arena. Je to. To ni. Vem, da je. Sem tam z rokam si tam mazati. Mislim, to je stvar za dvoje doma delati. Da imaš kopalnico pri roki. A to je zdaj prav uno, to je dobesedno, I'm gonna get medieval on that ass. Kdo je to šalo pričakoval od pižamca? Ponavadi nima seksualne konotacije ta šal. Pri Jure to očitno ja. Ne. Nima drugače. Nekaj zelo prvič slišim, kaj to je. Ne, to je pač drugače, pač brutalno te bom prelomastil. Po slovensko je I'm gonna get medieval on your ass, je po slovensko pretipal ti bom obisti. Spet, Jure ne razume, zakaj to ne bi bilo v tem kontekstu. Ja, ne razumem. Jure, povej. Ne, jaz sem. Ti si, sorry. Zelo pa v Nemčijo. Tudi? Z lahkoto. Koldic. Koldic. To pa poznamo. Poznamo, ne? Grad. Seveda, grad. Seveda, v samem centru Nemškega rajha je bil ta grad, se pravi, dejansko bil najbolj oddaljen, pač geos Nemčije skorda, se pravi, najmanj možnosti, kdo pa, grad Litija. Tukaj not je bil najbolj znan zapor za vojne ujetnike, za častnike. In se rekel, če imamo grad, gospoda, se pravi, te so bili verjetno tudi kakšni plemiči med temi ujetniki, čeprav so se borili, ampak recimo, legenda, mislim, če se boriš proti nacijam, si legenda. To imamo, vse pokrit. Se strinjamo, Jure? Vse, ok, ne vem, če ima Indiana Jones jakno, itak se strinja. Ja. Jure, bič pa uporablja nekje druge. No, je pa vsaj humorni večer, evo. Da smo popravili po tistem nesreči tam. Ajde. Ja. Zdaj, tukaj so imeli pač grad, kjer so bili nastanjeni vojni ujetniki, se pravi, kjer so bili častniki. Se pravi, imel si noter, tole mislim, da so Rafovci, imel si noter tudi Francoze, Poljake, neke Jugoslovane in kaj je bila fora tukaj, da dejansko, to me je zanimivo, kar sem videl na Wikipediji, da v Koldicu je Wehrmacht spoštoval Ženevsko konvencijo. Tako, edin zapor, očitno, kjer so to upoštevali. Vidiš, Wehrmacht niti ni bil to. Hvala, ker si prišel v moj podcast. Gleda pa jih toliko veseli vsi, kada mi je nekdo rekel, da grejo čez 1 uro v Medieval Times. Še posebej on tam. Ja. To je bil en redkih zaporov, kjer za pobeg nisi bil kaznovan z usmrtitvijo, ampak z osamitvijo. In zdaj dejansko so te njihovi čuvaji nekako priznavali, da je dolžnost vojnih ujetnikov, da skušajo pobegniti, oni pa da jih skušajo ustaviti. In dejansko so imeli neka taka nenapisana pravila, ti pa pač, če ti nekaj delaš tukaj znotraj, pa ti damo eno orodje, tega orodja ne boš uporabil za pobeg. Zelo džentelmensko. Nekaj zelo džentelmensko. Dobili so ful paketov od Rdečega križa, kar pomeni, da so ponavadi zaporniki jedli boljš od paznikov in so potem lahko pač tudi malo zdilali, kakšne stvari, jaz bi pa to rabo, zamenjaš. Ampak nisem pa doskrat dal ponarejen denar pol tudi. Pač tako, Britanci so uprizarjali not amaterske predstave, ker so bili seveda sami moški, so se pol tudi
kot je tradicija britanskega humorja, napravljali v ženske, ne, in pač klasični pento. Včasih so znali. Ja. Zdaj to Mrs. Brown's Boys to ni. Mislim, ne vem, če kdo gleda. Verjetno ne. Čas so znali. Ja, Mrs. Brown, pa ne bomo o tem. No, čeprav Mrs. Brown's Boys se tudi zveni nekaj, kar bi lahko se dogajalo v nacistični Nemčiji. Kaj dosti? Žalce pa... Treba se delati norca z nacijo, za kaj je preveč zadnje cajt okoli in treba se stalno norčevati iz teh kretenov, ker drugače dobijo moč. Itak jo bojo, sam pač dajmo probati se delati, da jih lahko stavimo, pa, da bo svet, da imamo prihodnost. A si to hotel od mene? Humorni večer. Mimo grede, in to je fun fact, ali ste vedeli, zakajček, palček zakajček. Nekaj iz zakajčka. Ja. Ti si marketing guru si. Da je bila serija na angleški televiziji Escape from Colditz in tudi namizna igra. Pa to nismo bila pripravljena. Dajmo en aplauz za tole. Ne, res. En aplauz. Jure ve. Izjemno. Kuhali so seveda tudi domačo žganje, ne? Pa vse so si delali. So pa zdaj dejansko uspeli med 30 do 36 ljudem pobegniti. Ampak glih zaradi tega, ker so pol pač snemali te nadaljevanke, pa vse je pol prevladal mit, koliko so dejansko lahko bežali iz vojnih taborišč, kar ni bilo res. Večina poskusov je spodletela, ne, in imeli so pa dejansko oni, Pat Reed je bil nek britanski, je bil ubežni častnik oziroma častnik za pobege. Pač ta častnik ni smel pobegati sam, je bila pa njegova naloga, da je usklajeval med različnimi narodnostnimi skupinami, ne, ki so se med sabo družili, njihove poskuse pobegov, da ne bi kakšni svojim pobegom z svojo metodo zafrknili enih drugih, ki so že kje pripravljali. Angleži so se pripravljali in ta je šel tako do... Uni, ne takrat, ne oziroma do Jugoslavano, alobre, malo polako pa. Nizozemski jetniki, neki kipari so izdelali 2 glavi iz gline, da so jih pač, kaj kdo pobegnil, da so postavili v pojstojih. Imeli so pa tudi parih je bilo, ki so kao ušli in so jih imeli, ne, da so šli, v resnico pa ostali na gradu in so se skrivali. In so pa takrat, kaj kdo drug pobegnil, so se oni postavili v vrsto, ki so jih preštevali. Aha, ok. A so rekli, listen to me carefully. Rekli so, good morning. To je v bistvu presenetljiv, da ljudje še vedno te alo, se mi zdi, da je kar... Kaj pa narobe? Ne, samo tako meni to všeč. A je tle v dvoran, kdo ima manj kot 30 let delovne dobe? Mislim, bi imel manj kot 30 let delovne dobe, če ne bi delal prek študenta pa pogodb. Pa so imeli razne. Enkrat se je en napravil, so poklicali električarja, da nekaj ne dela, en je za nalaž prekuril in se je en preoblekel v njega, isto uniformo, in je šel ven in rekel, ich habe geporichtat alles, ne, auf Wiedersehen. In sem rekel, ampak vsak, ki je prišel noter, je dobil nek žetonček, s kjer mu je izkazal, da je isti, ki je šel ven, ne, in ker pač ta model ni imel tega žetončka, so ga pol ustavili. Potem Dominic Bruce, ki je bil znan kot srednje velik človek, Godlerjeve rasti, je skušal pobegati v... tle imamo sicer mečkan še telih pač orodja, ki so ga vse nakradali. Recimo delali so tukaj, vidimo, iz piksne so topili, konzerve so topili in iz njih delali čine in No, in on je pa hotel v neki škatli, v kateri so dobili čaj od Rdečega križa, se je hotel pretihotapati ven, ampak so ga dobili. En se je skušal pretihotapati v vzmetnici, ker so zvedeli, da bojo pernice, ker bojo nov modroce, da bojo pripeljali, in se je skril noter in mu je celo ratal pobegant. Ampak potem ni... Je zaspal. Ne, potem mislim, da je prišel celo ali do Dunaja, ali nekam, ampak tam pa in je šel na, ki je bil, mislim, da po starših, pol Britanc, pol Američan, na ameriško veleposlaništvo, pa so rekli, sorry, pač mi ne moramo, se ne bomo še upletali, ker je bilo toliko zgodaj v vojni. Okay. In so ga pol dobili nazaj, pripeljali. Sem mislil, da še rekel, da na Dunaju se je pa nekdo na njega ulegel, pa ni preživel. Ja. Nekdo višje rasti. Ja. Pa so... A to so ta tvoj fanfiction, tebe pa to mota?
Ne, to je njegova poštarja najbrž. Da se nate vleže. S paketom v rokah. Za tisti, ki ne veste, Godler sanja svojega poštarja. Ki je zamejski Slovenec. Ja. To je tok narobe. Ampak ker to niso... nikoli ni ustavil, Jure. Ker niso seksualne sanje bile, to je on sforsiral. Ja. V eter. Ja. So bile. Ampak to je bilo skozi celo, to je dejansko že v 40-ih, leta 40-41. Leta 41 so britanski ujetniki opazili, da je šla neka gospa, da ji robček, ne, da ji ura padla iz roke. In se reče, gospa, daj ne handwaker, ne vem. A ni ure? Ne, ure. To je verjetno nekaj drugega. Ura je ura. Okay. Pač neki so izopili, ne, in ona se ni zmela, ona je šla naprej, ne, hodila in je stražarjem ratal malo sumljiv in so jo ustavili in so ugotovili, da je ta gospa, v resnici francoski častnik, poročnik Chausseur Alpen Boulay, oblečen v zelo spoštljivo žensko. In so ga seveda pa fotografirali, ne, da so imeli dokaz. In imeli so tudi predore, so po predorih. Jure, recimo tole. What are you doing with that woman? Skušali so tudi predore, en predor je v kantino, jih je pripeljal do kantine in so potem morali prst, ki je bila drugačne barve, ven nosa, da niso Nemci pogruntali. Tisti mislim, da je legenda, da so prišli do kantine in so najdeli tam flaše vina, da so se za nalaž v 100 flaš vina postali, pa pstili nacistom, da to pijejo. Mislim, da kljub temu, da bi pogruntali po prvi flaši, no, da je nekaj narobe. Prav, nemško vino, ne vem. Ja, če na njem piše cviček. A če bo Dolenjska, je nemška, ali kaj, Jure? A ti si zdaj te nove meje potegnil. A zato nočeš v novo mesto? Hotel sem sforsirati en joke. Čim si začel cviček, žal sem se začel skrijati, če je preletel gor. Sam njega cilite. Ni Novomeščanov. To je bila šala z geografskim poreklom. Živijo. To je edina priložnost, da vidiš Jureta v živo, ker v novem mestu ga ne boš. Kje ste cari? A imaš v novem mestu kakšno promocijo knjige? A si rekel svojemu PR-ovcu, si rekel, v nov mest pa ne grem? Ne, dobro ne. V glavnem je tudi, pa so pogruntali, da oni iščejo vodoravni, so šli na opične predore delati. Najboljša stvar, ki sem pa zdi, je pa Called It Skok. Evo, spet smo. Ja. Koldiški kurec. Okay. Sem mislil, da je kaj drugega. Ne. Okay. Sem mislil, da bo naredil. Jaz si se kurec rekel. Ja. Petelin. Zelo je dostojanstveno, ni panike. Jadralno letalo. Modeli so naredili jadralno letalo, pobirali letvice iz postelj od posod, ker so jih dobili dva Britanca, itak ne, sta se to na strehi kapele so delali, ker so opazili, da je skrita pred pogledom Nemcev in so imeli da bi preleteli reko, ki je bila 60 metrov nižji in so pogruntali, da če imajo neko kovinsko kat, napolnijo z betonom, da bi lahko letalo pospešili na 50 km/h. In bi pobegnili in so ga dejansko naredili, ampak 109 kg težek avion, ampak za oblogo so uporabili spalne vreče iz zapora in potem so prosok, so ga imeli za prehrano, so skuhali in z njim zatlačili špranje, ampak je pa se vojna končala, preden bi ga uporabljali. Drugač bi poletel. Stari, čez kanalski preliv. Veš, koliko unika imajo Red Bull, tista tekmovanja. Ja. Zmeraj me enka mal leti, pa večina je pa sam. Jaz sem tukaj. Tim Koldic. Zdaj pa mislim, da bomo... Okay. Jure, zdaj pa resno. Ja, jaz sem se odločil, da je treba še spustiti kvaliteto tega večera. Moj naslednji plemič, celo kralj, je bil Edvard VII. In datum pozna 1800. 19. stoletje. Recimo, ja. Mi tako govorimo o slovenščini. Mogoče bi lahko vedel, glede na to, da pišeš slovenske romane. Ne, se jih ne. To je vse ChatGPT. ChatGPT. To je ta gospod.
nedolžen, kot zgleda, imel je, mislim, da 140 kg, 150 kg, mogoče 160 kg. Dej, Jure, vem, to hočeš, dej. Kaj? Ne. Ti pa še manjka. Zdaj marsikdo, ko vidi človeka takšne korpulentnosti. So še res norca dela sežanca. Ne, njega. Ja. Ko ga vidi, ne? Ja. Je prva stvar, ki jo pomisli, kaj? Ne vem, mene je strah, kaj boš rekel. Ja, kako ta človek seksa? To je ta prva stvar. Ja. In pazi. Ja. Tebe to zanima in mene nikoli nisi vprašal. Pa ne še enkrat, ne govorim o tebi. Ja. Čeprav res, kako seksa? Redno? Ne, dajmo se res. To je zdravo. Pazi. Kaj dogaja? Ne, resno, pazi, moramo povedati. Me veseli, da ste me povabili na RTV. Ja. On je zelo rad hodil obiskovati javne hiše v Parizu. Okay. Ja. In da bi imel olajšano delo tam, ne? Si je dal zgraditi. Ja, kaj pa delaš? Še za to ne veš. Ne, zakaj bi imel olajšano delo? Ja, olajšano delo pri občevanju. Čim manj telesnega napora, za čim maksimalnejši užitek. A veš, kad ne uživaš, pač kardio zraven delaš preveč. Ja. In so mu naredili stol, oziroma... A ti ga rešen, ti si videl že? Ne, škaj fora. In to zdaj lahko sam v angleščini povem tako. Ampak v tvoji angleščini. Karkoli se prevede to po slovensko, bo zgubilo ta čar. It was built to hold his body weight while entertaining multiple women at once. Poslovna ideja. Ja. Sestavili so ga, kako je bil stavek, kje imaš stavek? The chair, kje? Aha, da bi držal njegovo težo. Ja, telo, da bi podpiral njegov životec. Tako. Medtem, ko... Zdaj pa predstavljaj si, že imaš 3 konkubine, go. Medtem, ko osrečuje več žensk obenem. Ja, tako. Kako bi ti to uporabil? A pa je za mojo višino narejen, koliko je bil pa visok ta človek? Recimo, da je to največje možno, kar je. Je to za me nič ne pomeni. Ja, toliko visok pa spet nisi. Ne, veš, kakaj fora sam, a veš ti vidiš tlele pripomoček pri seksu, a že vidi arm day v fitnessu. Ja, v bistvu dejansko. Nekaj za trebušnjake, ne? Ja, fitness naprava, ja. Mene fascinira to, no. Ja. Zato sem dal. Zdaj mislim, da bi mogli, če bi fitness naprave tako lično tapecirane, bi ljudje bolj hodili v fitness. Vsaj zase, jaz lahko rečem. Drugače pa to je še zdaj v Franciji v muzeju. Tako da lahko si greš to ogled. Kaj? Ja. Kaj če? Zih je kdo, ki si 3D sprintal to doma. Ne, čez pol leta bo novica. Našli Slovenca. Ne, samo morajo biti pa premium materiali, to mislim, ker glede na to, da je bil kralj, oziroma takrat še ne. Ja. To mora biti kar drago, mislim, je mogel kar stati. Ja, ni taka temu verzija. Ne, po moje ne. Zelo lepo. Če imaš še kdo kakšno misel, idejo. A bi imel ti to doma? Ja. Mislim, tako hiter reče. Lično, le se z okusom. On je zbiratelj. Ne, zbiratelj, konosur. Tole pa v Nolanov TV. Ja. A veš, se ga obesiš gor, v Nolanov TV obesiš na ročaje. Pa le, te imaš tudi za uno termosko od Nolana odložiti. Ja, o tem govorim. Za hidracijo. Ja. Tem govorim. Gadem, prehiter si rekel. Ja. V glavnem, kdo je zdaj? Anže, ti si zdaj spet, jaz sem šel po sliki z imenom naslednjega dejstva. Ja. Beograd. Ne. Je dobesedno Beograd. Ja, štekam. Ok, v redu. Tušej. A dam sliko, da bomo videli, zakaj.
Za vse, ki se sprašujete, ker to poslušate doma, pokazala se je slika restauracije s hitro prehrano White Castle. Ne vem, če jaz imam zelo rad franšizo. Ne morem. Veš kaj je najhuj, da ti Godlerja pol toliko čitajoče ne zgledal prsek stolu, kot on zdaj tebe. Ok. Iz leta... V mikrofon govori. Iz leta, ne morem. White Castle, to, kar je mene presenetilo, že spet, ko sem delal research za današnji večer, popoldne, je, da iz leta 1921. Ne? In jaz sem dejansko prvič zvedel za White Castle v filmu. Ne? Ki je? Ne poznaš filma, noter je Obamov svetovalec za odnose z javnostmi igral? Ja. Nov film. Ne, zadnjih 25 let. Ja. Bi to mogel poznati? Ena boljših vlog Nila Patricka Harrisa, čeprav ni pravi, da ni igral not. Ja. Da je bil on. Harold and Kumar. Go to White Castle. Ne poznam tega. Res ne poznam, nisem kako gledal. Prvič slišim. Super film, drugače. Takrat sem jaz zato prvi izvedel, ker oni so pa znani po teh tam malih hamburgerčkih, ki se jim reče sliders, ne? Drsniki. Ker ti v enem go-to zdrsijo po goltancu. Veš, da nisem nikoli tako vedel, slider sem vedel. Nisem, slabo. Mislim, ne vem, če je za to pač predvideval. Jaz bi rekel, da ja. No. Čeprav pri Američanih je tudi navaden Big Mac slider. Anže, ti zdrgač zelo perverzen človek. Ja, je rekel srednjeveški sekstov človek. Konec 19. stoletja. Je rekel doktor zgodovine. Ne, pa njihovi kar je mene pač noro presenetilo, jaz to nisem vedel. To je dejansko tehnično gledano najstarejši chain njihov. V Kansasu se je začel, pa te sliderji, se mi zdi, da jaz do filma nisem vedel za to, kdo vedel za sliderje, mislim, najbrž če je kdo bil v Ameriki, kao da so ga zbrali za kao najvplivnejši burger ever, vsaj v Ameriki. Kar se mi zdi kar fascinantno, ker jaz res nisem vedel, da je to. Pa oni so bili ta prvi, to pižanca zanimalo najbrž, a mene je tudi, ki luknje naredijo v peti, da se bolj speče. Sprav, ki dajo meso. V polpetki. V polpetki. Ja, v peti. V peti. A ti bi šel vzel en drug? A je res polpetka? Ja, kaj pa je? Ne vem. Ja, ne vem, ne. A bo šel v te drug podcast, kaj angliš govorijo? Ne, niti ne. Ker imajo te sliderje in to, kar bi jaz naročil, če bi šel. Sliderji, peti, chain. Ne, pa slider chain, lahko se pa reče veriga, ne chain. Okay. To, kar bi jaz je, ker oni imajo, pač, zdaj bom citiral v angleščini, samo zato, ker je buy them by the sack. Sprav, očitno greš lahko in sam poveš, koliko ti jih dajo v vrečo in jih neseš domov in jih gotaš, I guess. Tako da... Pridite na Ljubljanski grad, legende in miti o grajski gospodi. Jaz bi slajdu. V vreči. Jaz mislim, da bo naslov te epizode jaz bi slajdu. Zunga memeta sem zdaj, ko so enačbe. A kaj je una ženska ali kaj je Russell Crowe? Ženska. Russell Crowe je vedel, kaj je računal. Slab film, drugače. To bom vsakič rekel, ko se bo Beautiful Mind. Beautiful Mind. Ja, zelo slab film. Zelo slab film. Grozljivo slab. Vem, da je dobil Oscarja, grozljivo slab film. Oscar je dobil tudi Shakespeare, zaljubljen Shakespeare. Ja, še en zelo slab film. Ja. Okay, smo morali Jureta zdaj en korenček dati, ne? Ja, noč to je to. Jaz bi šel v chaine, v verige v Ameriki. Okay. Super. Legenda in miti o grajski gospodi. Castle. Grad. Ja. Sem pa, ki je v Ameriki, to sem povedal, ker sem to, pa ni nič, hvala Bogu, ker je pač White Castle, ne. Pa sem pa videl še Kansas, sem rekel, kako to zdaj, pa nima veze s tem.
Ne razumem, razlož. Niso ga ustanovili volivci trenutnega predsednika v Ameriki. Tako redo. White Kansas. Iz Kanzasa je, no. Pa sem strašil, da bi ga bili lahko ljubitelji unete druge zastave. Ja, ker si Belgrad, Jure. Jure, čak, mogoče moramo na začetku. Na svetu je več različnih ljudi. Ampak to ne mislimo ljudi kot Jure, Boštjan in Anže. Ja. Mogoče imaš občutek v Sloveniji, da samo mi obstajamo. Ne? V Ljubljani ne. To je pa res, absolutno. Pesnici, ja. Dej, gremo. Okay. Gremo v Belgijo. Okay. Hetsten. Spet to vse funkcionira. Ja, vse funkcionira, to zelo všeč. To so zdaj moji, to imam jaz zdaj te osebne bom naredil, če bom kdaj ubežnik. Pa te tvoje, zgleda kot čarovnik, pač na tej sliki, ta neka, wow. Pridite gledat, The Great Hetsten. Poglejte, moj nevidni slider. Ja, je to. Hetsten je pač kamen, to pomeni kamen, grad kamen. Okay. In v tem gradu naj bi živel Dron Antigonus, legendarni velikan iz Antwerpna. Velikan? Pač ja, legende. A imamo lahko eno legendo? Ne, sem všeč mi je do končno visokih. Ja. Je bil kot velikan. zapostavljena manjšina. In on je bil zdaj dve pripovedi. Ena je bil, da je bil na mostu čez reko, druga je bil, da je bil v pristanišču. In je pobiral mitnino. In zdaj tisti mornarji, ki niso želeli pobirati mitnine, plačati mitnine, jim je odsekal desno dlan. Okay. In je bilo. Zdaj zvok zdaj sem šele pogruntal, da to je fucking čist preveč blizu drugim belgijskim kraljem, sorry. Slabo. V glavnem, nisem hotel te konotacije, jaz sem preveč, zdaj sem šele na to pomislil. V glavnem, ampak potem je prišel drugi velikan, tudi legendarni, imenovan Silvius Brabo, ki je bil bratranec Julija Cezarja. Okay. To prav legenda. Yeah. To prav legenda. In je njemu odsekal njegovo desno dlan, in ga s tem porazil. In v spomin na to imamo tale vodnjak pred mestno hišo, kjer vidimo Silviusa, kako bo zalučal tole roko, ki jo je odsekal Zakaj je nak? Dronu, zato ker je klasičen. Okay. Te moti golota. Samo drugih ljudi, tvoja ne. Namestno že te odgovarjam, če ni bilo jasno. Jaz nisem da še videl nazga, sem da videl nazga, nisem. Videl sem te zgoraj brez. Ne uničujeta. Videl sem ga zgoraj brez, to sem te videl. Pač to govori kot človek, ki je pol življenja preživel v košarkaških garderobah. Ja, to je res. Marsikaj sem že videl. In zdaj tudi on vidi to, ker ima sposobnost vizualizacije. Ja. Eni se morajo... Jure, humorni večer. Ja, videl. Eni se morajo v garderobi pohvaliti vsaj po tekmi pod tušem, če že na igrišču. Z nečim. Mi je pa všeč, da misliš, da se lahko hvalim. To cenim. A ja, ne nisem tebe mislil. Nasplošno. Te reprezentanci. Jaz sem drgač slišal, jaz sem nasel. V redu, ja. A že ima tako. Ja. Dragi dnevnik, danes me je Jure pohvalil. Že 16 let čakam na ta trenutek. Vsi podcasti, ki sem jih delal z drugimi ljudmi, so končno dobili smisel. No, tudi recimo imaš na glavni ulici imaš kip te roke. To je tako, vrgo. Ja, in je zdaj tle prstala. Tudi v grbu mesta sta tukaj, mogoče tukaj risan grb, evo, vidimo, nad gradom. Ampak zakaj je meni ta legenda všeč? Zato, ker roko oziroma dlan vreči se po nizozemsko reče Handwerpen. Ja, ali pa po nemško, Handwerpen. Ja, Handwerpen, in iz tega ne bi nastalo ime Antwerpen. Ker je on metal... To bo zdaj imel roko pa metat šalo, jaz sam to čakam.
Pri Belgiji ne moreš imeti te šale. Ja, to razumem. Ja. Aj, kakšno mesto, kjer je bilo pa kontro vreči na roko. Ja. A veš, kjero? Maastricht turbiren. Zakaj je to danes? Moja vloga je, kot un pes, ki drogo išče, jaz šale iščem tukaj danes. Jure, Henrik VIII, on je metal glave. Je imel pa tudi, in to je zabavno, še ena poslovna ideja za vse mlade startupaše. Startupaše, to se sliši kot nek turški velikaš. Ko se bedi, jaz sem pa startupaša. Da je boljš naslov to startupaša. Ali ste vedeli, da je imel... Spet, ali ste vedeli rubrika nazaj? Spet je rubrika, ali ste vedeli? Škoda, ker nisi in takle. Da je imel Henrik... Jure, pogrešam najne skupne nastope. Zakaj nočeš več igrati čela z mano? Ja. Ker da je imel Henrik VIII asistenta za fekalne zadeve. Se pravi človeka, ki mu je, ki je bil zadolžen. Jaz sem samo pravičen za danes. Ne, ki je. Ker jaz sem ponavadi unke prenese bizarne stvari in nekako računam, da te bizarnosti bi se lahko spomnil, če bi kdaj podrobnosti poslušal. Ja, se spomnim tega. Se to pa. No, dej. Tu snemaš tudi. Kako bi prevedel Boštjan? The groom of the stool. Mislim, da to dejansko komornik stolice. Komornik stolice. Njegove naloge so bile brisati se pravi zadnico. Njegovo zadnico, managing his linen cloths, se pravi te. A te, ki so brisali se še z pač te fancy, ki so imeli cash s platnom, ne z lanenim platnom, a so ga tudi prepognili, da je bil več slojen? To pa ne vem. Ampak linen cloth, to je bolj mišljen kot tisto spodne perilo, ki so ga imeli, mislim, karkoli že bilo tisto. Pa monitoring his bowel movement, se pravi nadzorovati, se pravi, imaš človeka, kar je zelo koristno zna biti, ki reče, nekaj ti v želodcu, pomogu iti, če si predzamišljen, recimo. Ja. Čeprav, jaz mislim sam nekaj, če ti ne moreš jeti, da ti bi zelo lahko pomagal tudi tale stol. Da se dal neko tako pozo, ki je črevesju prijazna. Škoda umazati to. A ga drugač misliš, da je bil ta stol čist? Čist, niso vse človeške... Rede naprej, ja. Niso vse. Tako da, ja, evo ga, to je zgleda kot kralj Henrik VIII, pa ta groom of the stool, ampak ni, to je ena naključna fotka njega, pa še enega. Fotka je rekel. Ne, sem pa slika, no. Ja. Ampak taj pa dejansko vlast tistega časa je en ta naredil bakrores. Je rekel, dej ta stat tukaj. Ja. Evo, to je to, če ima kdo željo, mislim. Ja, kaj se ponujaš za to funkcijo? Ne jaz. A ti bi imel komornika stolice? Ja. A je vse, kjer ga spola je? Ne. Mora biti komornik. Mora biti moški to. Ne greš po tej poti. Po kateri poti? Kamor si zdaj šel? A k spoštovanju tradicije. Ja. Smo ravno pri brisanju, si to veste. Ta je ful znam fakt, da kdaj so okoli 1912, ali kdaj so prvi industrijski toaletni papir naredili. In šele čez 25 ali 30 let so ga prvič reklamirali, da je brez trsk. Koliko let se pravi je bilo treba škale? Ja, prej smo pa almanahe, ne? Aha. Dejansko, to sem videl, te almanahe, ki so jih kmetje kupovali, ne, pratike razne, pač za eno leto so jo uporabljali za vreme, pa za kdaj seto, pa to naslednje leto pa je bila priročna. Pavlihova pratika. Tako kot, ne bom imel te šale. Ti ste bila že direkt za dreka, to skote reči. Ne vem. To je z vsemi knjigami naredim. Kaj? Ja. A tudi z unimi z Kindla? Ja, drugega. Se vstavšaš že, da si boš obrisal, Kindle. Če prije kdo do mene, pa kje pa je ta druga knjiga od Godlerja? Ja.
Tako bom rekel, na kavlju visi tam. Nepismenemu človeku drugega tudi ne preostane. Okay, zmenen. Tako da najlepša hvala, ker ste bili z nami v tem prvem delu, sledi seveda še pa obritek, a.k.a. Dopo Barba, a.k.a. Aftershave, ampak za prvi del je to danes, tako da zdaj tisti, ki niste naročniki, bi vas prosil, če zapustite prostor. Ali pa. Pripravite 5 evrov. Tako da že šale, ki jih ponavljaš, niso tako dobre kot prvo. Tako da jaz sem tukaj na tem mestu, ki poslušajo še vsi, rekel najlepša hvala Ljubljanskemu gradu, ki nas je znova gostil. Menimo se za naslednje leto, bomo pravočasno aprila, mislim, da enkrat se bomo pogovarjali o Srečku Kosovelu, tako da verjetno lahko že ugotovite, kdo bo najin sogovornik. Srečko Kosovel. Ja. Vemo, da te bosta stare ali oco. Tako da hvala vam, pejte na podpri.si, če vas je tole, sploh če ste tukaj v publiki, pa vas je nadušilo, kjer lahko podprete, postanete podpornik in mi pa gremo zdaj, a bova kar, če veš, kaj mislim, efekte dala. Ja. To zdaj nič ne ve, zakaj nič ne posluša. Reda je. Tako da za polobritek sem pa prosil svoja sogovornika, da izbereta vsak svojega najljubšega monarha oziroma plemiča oziroma velikaša. In Anže je rekel...